Lepo pozdravljeni. Zadnje čase se veliko govori o izstopu iz WHO, se pravi Svetovne zdravstvene organizacije. Veliko se pogovarjamo tudi o drugih aktivnostih glede Svetovne zdravstvene organizacije. Ali je izstop mogoč ali nemogoč? Bistvo zbiranja podpisov, ki se je zdaj začelo na terenu, je pritisk mase ljudi na vlado, poslance, odgovorne za naše zdravje in množično ozaveščanje ljudi. To je prvi korak k konstruktivnemu dialogu, kaj se z našim zdravjem dogaja v strokovnih krogih, kjer se krešajo različna mnenja, predvsem prednjači ta, da človek ne bo več sam smel odločati o svojem telesu, svojem zdravju, svojih otrocih in še marsičem. Zato je nujno pritisniti na odgovorne zahtevo po ohranitvi temeljnih človekovih pravic in svoboščin na najvišjem možnem nivoju z upoštevanjem mednarodnih aktov, ki te svoboščine ščitijo na najvišji možni ravni. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Sloveniji, so že dale rezultate. Po številu precepljenih z eksperimentalnim cepivom oziroma zaupanjem v eksperimentalna cepiva smo v Sloveniji na zadnjem mestu. Se pravi, ljudje nimajo zaupanja v ta eksperimentalna cepiva, ker ni dovolj jasnih podrobnosti o stranskih učinkih. Oziroma vemo že, da so ti stranski učinki zelo hudi. V vrhu Svetovne zdravstvene organizacije so že začeli spreminjati taktiko sprejemanja najbolj destruktivnih ukrepov zoper človeštvo. Se že govori tako v narekovajih, da se pa le ne bi šli tako podle politike odvzema naših pravic, ker se pričakuje množične proteste, upore, ki v nekaterih evropskih mestih že na polno potekajo. Tudi pri kokoših smo dosegli kvoto 50 komadov za samooskrbo na gospodinjstvo, brez da ti nekdo od sistemskih diha za vrat, češ poglej ga, šverca z lastnimi jajci doma na dvorišču s svojimi kokošmi. Ne ustavijo se te aktivnosti zbiranja podpisov, povezovanja, sodelovanja in množičnega združevanja ljudi pri nas, ampak se vsaka dobra zadeva prenese tudi izven meja. In tega jih je najbolj strah. Ne vojne, ampak tihega delovanja ljudstva. Saj poznate pregovor tiha voda bregove dere. Najboljši rezultati se dosežejo z najvišjim možnim notranjim zavedanjem, da je človeško telo sveta stvar, da vse, kar delaš dobro, se nekje pozna. In ta moč je podprta tudi strani našega šefa, ki budno spremlja vse dogajanje. Več aktivnosti prinese tudi več možnosti za uspeh. Največja moč pa je prav v zaveščenih in znanjem opremljenih ljudeh. Ti so ključ do sprememb. Izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije je teoretično mogoč, saj vsi pravni in zakonski indici kažejo na to možnost. Problem je v praksi, ker je politika ljudstvo zadolžila do te mere, nas naredila odvisne od tuje uvožene hrane in industrije, da nas čaka embargo, izolacija, sankcije Evropske unije, NATO in tako naprej. Zato se v javnosti pojavljajo govorice, da izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije ni mogoč in da se o tem širijo napačne informacije. Nobeden pa ni točno povedal, zakaj je temu tako. Vendar, če se sproži jojo efekt in več držav z aktivnimi državljani pristopi k aktivnostim proti tem manipulacijam s človekovimi pravicami in zavestnim delovanjem slehernika, potem nič več ni nemogoče. Ali smo pripravljeni svojo usodo vzeti v svoje roke, pa je odvisno od nas samih. Vprašati se moramo tudi, ali bomo uspeli našo usodo naših življenj, naših teles, naših staršev in naših otrok prepustiti v roke nekomu, ki bo sam odločal, kaj bo z nami počel, ali pa bomo rekli odločen ne in svojo usodo vzeli v svoje roke. Je pa izključno in samo na nas. Vedeti morate tudi to, da se nobena juha ne poje tako vroča, kakor se skuha. In tudi ta Svetovno zdravstveno organizacijo se bo ohladila, ker je zavest ljudi premočna. Noben problem ni ostati v tej organizaciji, samo nikakor pa ne pod totalitarističnimi pogoji kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin,
odvzema naših nedotakljivih in neodtujljivih pravic, ki smo jih pridobili z rojstvom. Zato je nujno treba pritisniti na odgovorne, da razgrnejo na mizi vse argumente, jih predstavijo širši javnosti, kaj predstavlja IHR pravilnik in amandmaji, ker konec koncev se gre za nas, žive ljudi in ne nazadnje tudi vsem življem v naravi in ne za drva ali mrčes, kot nas interpretirajo druge organizacije oziroma višje instance. Zato vsaka duša, ki se zaveda pomena lastnega odločanja, šteje. Vsak človek, ki živi zavedanje svobodomiselnega človeka, šteje. Vsak glas šteje, vsaka akcija šteje. Ne smemo čakati na nekega mesijo, ker ga ni. Sploh pa ne na vrhu najbolj razvpite organizacije, ki se večinoma financira s privat kapitalom. Vsak sam mora postati svoj mesija. Vemo pa, da privat kapital je tam, kjer ima koristi, predvsem finančne. In tudi to nam je mnogim že dolgo jasno, da farmaciji niso v interesu zdravi ljudje, ker od njih ni nobene finančne koristi. Saj ne koristijo zdravstvenih storitev, farmacevtskih pripravkov, ker živijo z naravo in njenimi danostmi, zato so se spravili na kokoši, pa to ne samo v Sloveniji, tudi v Angliji in čez lužo, pa na vodotoke, na semena. Tu vam je poznana zgodba s ptujskim žlahtniteljskim centrom, ki ga je gospa Rotarjeva svojo ekipo dobesedno iztrgala tuji korporaciji in vrnila nazaj v slovenske roke. Tu gre za boj za hrano, pozidavajo najboljša kmetijska zemljišča in še. Zakaj? Zato, da bi iz nas naredili popolne odvisneže od sistema, od tujih megakorporacij z megalomanskimi dobički, opranoglavce, tretjerazredne, brez lastnega intelekta in razuma. Se pravi, daljinsko vodene robote v okviru 4. industrijske revolucije, katero na veliko oglašuje Klaus Schwab. Osebno menim, da nam preostane samo še jasna in odločna drža, odločen ne vsemu temu podjarmljanju, ker v nasprotnem primeru ne bo več povratka. Brez nas pa ne morejo sprejeti niti speljati ničesar, ker nas potrebujejo, ker brez človeške roke nobena umetna inteligenca ne deluje. Vemo, kakšna je naša moč in vpliv? Upam, da nam je vsem skupaj še kako jasno. Naj cel kolektiv nekega podjetja ne gre več v službo. Lahko direktor to firmo samo še dol zapre. Blokiramo eno trgovino in ne gremo pa na kupih. Lahko samo dol zaprejo. Nataknimo rogove Svetovni zdravstveni organizaciji. Ne morejo speljati plana, ki so si ga zastavili. Tako preprosto je to. Seveda pod pogojem, da ljudje poznajo svojo moč odločanja. Ne, res nam ni lahko. Večina je na minimalcih, komaj preživi mesec. To je norost sistema v današnjem času. Eni imajo vsega prepolni riti, drugi pa mašijo konec začetkom meseca. Kako se bo človek v takem stanju ukvarjal še s tem, kaj bodo naredili z njegovim lastnim telesom? Ja, smo v odločilnem trenutku, predaji naše suverenosti ali cone obdobja. Samo ti dve opciji sta. Začetek je vsak težek. Ampak če stojimo skupaj, se povežemo, lahko dosežemo marsikaj. Tudi padec imperija, ki ne služi nikomur, razen izbrancem, seveda pa ne gre čez noč.